imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost in mir Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. V letošnjem letu se Brejci spominjamo več okroglih obletnic. Konec aprila je minilo 80 let od smrti prvega in tudi edinega župnijskega upravitelja župnije Brje, gospoda Ernesta Bandelj, ki je bil pred koncem druge svetovne vojne leta 1945 umorjen strani četnikov. Ob 50-letnici smrti gospoda Ernesta Bandelj v letu 1995 je župnik gospod Krkoč prizadeval in nam je uspelo, da smo izvedli v cerkvi nov tlak, v prezbiteriju pa tudi nov oltar in ambon. Načrte za prenovo je izdelal arhitekt gospod Kvaternik. Vsa dela so bila končana pred novo mašo gospoda Kodriča. Obnovljeno cerkev je blagoslovil pokojni škof gospod Metod Pirih 2. maja 1995. Nova maša gospoda Kodrič Tomaža pa je bila 9. junija 1995. Leta 1924 so bili naši kraji pod Italijo. V tem letu je bil za predsednika italijanske vlade izvoljen fašist Benito Mussolini, ki je še zaostril raznarodovalno politiko. V italijanskem parlamentu je bil sprejet zakon, ki je ukinjal pouk v slovenskem jeziku, ki je predpisal ukinitev vseh slovenskih društev in časopisev ter zaplembo premoženja. Primorski duhovniki s goriškim škofom Sedejem so dosegli, da so se verouk in svete maše izvajali v slovenskem jeziku. Med ljudmi na Brjah je bila že pol stoletja želja se gospodarsko, kulturno in versko osamosvojiti od tedanjega Richenberga. Za versko osamosvojitev je bila potrebna nova cerkev. Leta 1872 je bila prvič uradno zapisana želja po samostojni župniji Brje in leta 1895 izražena želja za zidanje cerkve. V letu 1924 sta dve denarni zapuščini in prostovoljni prispevki v zadnjih 20 letih kazali, da bi zadostovali za gradbena dela, ni pa bilo dovolj denarja za gradbeno parcelo, ki pa tudi še ni bila izbrana. Ker je grozila ukinitev vinogradniškega in sadjarskega društva Brje strani države Italije in zapremba premoženja, se je vseh 17 članov društva soglasno odločilo, da župniji Richenberg zapusti njivo, na kateri sta bili drevesnica in trsnica ter 5000 lir. V pravilih društva je 19. člen predvideval, da se ob razpustitvi društva njeno premoženje uporabi v obče koristen namen kraja Brje. Na tej parceli stoji naša cerkev. Dne 25. marca 1925 je bil izvoljen gradbeni odbor. Za predsednika je bil izvoljen učitelj Anton Možina. Na prošnjo richenberškega župnika gospoda Štrancerja je načrt naredil Max Fabiani iz Kobdilja pri Štanjeli, ki je kasneje dela tudi nadziral. Načrt za gradnjo so predložili v odobritev škofiji v Gorici, kjer pa so dobili negativen odgovor. Na škofiji so menili, da je za gradnjo cerkve premalo sredstev in se bo gradnja ustavila. Na posredovanje pokojnega gospoda Štrancerja je po 2 mesecih škofija gradnjo le dovolila. Brejci so začeli pripravljati gradbeni material, kamenje, les, pesek in apno. Kamenje so lomili na zemljišču posestnika Antona Makovca nad vasjo Cinki. Z gradbenim odborom je bilo dogovorjeno, da bodo vsa fizična dela in prevoze opravili brezplačno in tako pripomogli k hitrejši in cenejši gradnji. Nekaj dni pred trgatvijo, verjetno v začetku oktobra, so pričeli s kopanjem temeljev, do trgatve je bil izkop za temelj že 1 meter globok. S kopanjem so nadaljevali po trgatvi. Zidarji iz Malih Žabelj so pričeli z zidanjem 28. oktobra leta 1925. Dekan iz Komna, gospod Bogomil Nemec, je 15. novembra 1925 blagoslovil temeljni kamen in daroval sveto mašo na prostem. Ko so prišli fašistični revizori iz Gorice, so jih Brejci postavili pred izvršeno dejstvo. Blagoslov zunaj in znotraj neometane cerkve je bil 30. oktobra 1929.
sveto mašo se spomnimo in molimo za vse graditelje in dobrotnike, ki so gradili in vzdrževali to našo cerkev, da še vedno lepo urejena služi svojemu namenu. Hvala vsem, ki ste in še boste sodelovali pri današnji spominski slovesnosti. Dobro, lepo pozdravljeni z moje strani. Se zahvaljujem za pripravo današnjega praznovanja. Tiste, ki ste pripravili besedilo, ki je prebral, pozdravljeni pevci, gostje. Pripravimo svoje srce na to skupno daritev in molitev, v kateri smo zbrani v znamenju naše vere, hvaležnosti Bogu in tudi vsem, ki so njemu na čast delali recimo v zadnjih stoletjih v tej skupnosti vernih. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah, dejanjih, mnogo dobrega opustu in slabega storil, žal zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angeli in svetnike, tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so blage volji. Hvalimo, slavimo. Se ti zaradi tvoje velike slave, Gospod Bog, nebeški kralj, Oče vsemogočni, Gospod in edinorojeni Sin, Jezus Kristus. Jagnje Božje, ti odjemlješ grehe sveta, smili nas. Ti odjemlješ grehe sveta, sprejmi našo prošnjo. Ti sediš na desnici Očeta, usmili se nas. Zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, sveti Duh. Slavi Boga. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me
sami v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pogrinjaš mi mizo, pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zavrtan. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja. In Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Timoteju. Ti, Božji človek, si prizadevaj za pravičnost, za pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost in krotkost. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katero si bil poklican in si to lepo izpovedal pred mnogimi pričami. Zapovedujem ti pred Bogom, ki vsem stvarem daje življenje, in pred Kristusom Jezusom, ki je pred Poncijem Pilatom dobro pričeval. Ohrani zapoved, da boš brez madeža in brez graje do prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ob tem prihodu se bo ob svojem času pokazal blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in gospod nad gospodujočimi, ki ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga ne more videti. Njemu čast in večna oblast. Amen. Božja beseda. Gospod z vami, iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Jezus rekel farizejem: živel je bogataš, oblačil se je škrlat in dragoceno tkanino, ter se dan na dan sijajno gostil. Pri njegovih vratih pa je ležal revež, ki mu je bilo ime Lazar in imel polno ran po telesu. Rad bi se najedel od tega, kar je padalo z bogatinove mize, pa so le psi prihajali in lizali njegove rane. Revež je umrl in angeli so ga odnesli v Abrahamovo naročje. Tudi bogataš je umrl in so ga pokopali.
In ko je pod zemljo trpel muke, je povzdignil oči in oddaleč videl Abrahama in Lazarja v njegovem naročju. Zaklical je: Oče Abraham, usmili se me in pošli Lazarja, da pomoči konec svojega prsta v vodo in mi ohladi jezik, kajti strašno trpim tem plamenu. Abraham mu je rekel: Otrok, spomni se, da si v življenju dobil svoje dobro, Lazar pa prav tako hudo. Zdaj je on tukaj potolažen, ti pa trpiš. Vrh tega je med nami in vami velik prepad, tako da tisti, ki bi hoteli od tod priti k vam, ne morejo, pa tudi od tam se ne da priti k nam. Na to mu je bogataš rekel: Prosim te torej, oče, da ga pošlješ hišo mojega očeta, imam namreč 5 bratov, naj jih posvari, da tudi oni ne pride v ta kraj mučenja. Abraham mu je dejal: Imajo Mojzesa in preroke, te naj poslušajo. Bogataš pa mu je odvrnil: Ne, oče Abraham, temveč kdo pride, kdo od mrtvih, k njim se bodo spreobrnili. On pa je dejal: Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali prepričati, če tudi kdo ostane od mrtvih. Poslušali smo Kristusov evangelij. Poštovani gosti, vsi navzoči pri tem nedeljskem praznovanju, bogoslužju, pesem je pomembna, ima običajno zgovorno vsebino, danes bomo temu priča, vendar, ko smo zbrani pri sveti maši, je prav, da prisluhnimo in pomislimo, kaj nam sporoča Božja beseda današnje nedelje. Prvo berilo in evangelij predstavljata, lahko rečemo, zrcalno sliko iz stare in nove zaveze glede teme, ki vse do danes ni izgubila svojega pomena, ostane vedno aktualna. Gre za vprašanje bogatih in revnih, še bolj za odgovornost bogatih do revnih. Ti, ki imajo premoženje tega sveta, so oziroma morajo biti odgovorni za tistih, ki ga nimajo. To svetopismo večkrat naglaša. Na naši Božji besedi je tako prerok Amos kot evangelist Luka direktno in konkretno obtožujeta bogatine, ki so neodgovorni. V čem zaslužijo grajo? Bogataši starodavne Samarije, kakor bogatine v Jezusovi priliki, se tako rekoč kopljejo v bajnem bogatstvu. Razsipavajo z najboljšimi materijali v stanovanju, privoščijo si razkošna oblačila, sijajne pojedine, zabave in tako naprej. Že to je odbijajoče, tako preroku Amosu kot evangelistu Luku. Vendar glavna krivda bogatašev gre še korak naprej. Namreč bogatstvo jih je naredilo brezčutno do revežev. Amos pravi, ne boli pa jih Jožefov zlom. Ne zanima jih materialna duhovna revščina ljudstva. Slepijo se, da bo njihovo blagostanje kar trajalo. Prerok opozarja, da jih bo Bog ob svojem času klical na odgovor. Bodo nosili posledice takega ravnanja. Napovedal jim je, da bodo šli na čelu izgnancev, ko bodo morali zapustiti svojo ljubljeno domovino. Tudi Jezus na našem evangeliju opozarja, naj ne živimo tja ven dan, naj se ne zanašamo na sedanje stanje, ki je mogoče v marsičem trenutno ugodno. Posebno to opozorilo velja
za vse na vodilnih in odgovornih položajih. Evangelist Luka danes posreduje Jezusovo priliko, s katero poudarja očitno nasprotje med neodgovorno sedanjostjo in večnostjo. Zgodba o bogatinu in Bogu Lazaru jasno pokaže, kakšen bo konec tistih, ki uživajo bogatstvo samo zase, predtem pa pozabljajo. Na Boga se ne ozira na tiste, ki so potrebni pomoči. Očitno pohvali ubogega Lazarja, ki je kljub svoji revščini in stiski ohranil človeško dostojanstvo in pri Bogu je bil sprejet, nagrajen. Za bogatina pa je očitno, da je prepozno spoznal svojo napačno pot. In zavedati se moramo, da življenje nam ne omogoča popravnih izpitov. Zato je pomembno, da prisluhnemo dobremu nasvetu, še bolj pa Božji besedi že sedaj, ko lahko marsikaj spremenimo, obrnemo v dobro. Prihodnost in večnost gradimo že sedaj, v sedanjem življenju. Naši odnosi tukaj in sedaj bodo odsevali v našem dokončnem odnosu z Bogom. Naše mesto in vloga v večnosti bo odvisno od našega sedanjega odnosa in do dobrin, ki jih imamo, odnosa do Boga in ljudi, še posebej do tistih, ki so potrebni pomoči. Brez našega usmiljenja ne bomo mogli biti deležni Božjega usmiljenja. V drugem berilu smo prisluhnili apostolu Pavlu, kar je pisal svojemu prijatelju, sodelavcu Timoteju, velja tudi nam. Naročilo, kako naj živi kristjan, pravi: Ti, Božji človek, si prizadeve za pravičnost, pravo pobožnost, za vero, ljubezen, stanovitnost, krotkost. Bojuj dober boj vere, sezi po večnem življenju, v katerega si bil poklican. Vsekakor, današnja Božja beseda nam ponuja res veliko možnosti za osebni razmislek in za življenje, ki naj bo vredno Kristusovega imena, vredno kristjana. V vsakem času lahko vidimo napačne ravnanje in stran poti, zlasti lažje videti pri drugih kot pri sebi. Vendar od časa do časa Bog obudi vsemu svetu ali posameznemu narodu, ali tudi posameznemu osebnemu, samo človeku obudi kakšno močno osebnost, ki svojim življenjem in delom preusmeri v bolj pravo smer zgodovine, preusmeri človeštvo, cerkev, določenega naroda in tudi posameznika. Ti posebni ali pa poseben Božji dar so sveti ljudje, močne osebnosti, svetniki. Ti so drugačni kot tistih, o katerih toži prerok Amos v prvem berilu. Ne gledajo na svoje ugodje, pozabljajo na svoje koristi, pripravljeni so na žrtve, da so lahko drugim kot steber v oporo, spodbudo, pomoč. Eden takih je gotovo blaženi škof Anton Martin Slomšek. V sredo 24. septembra, na dan njegove smrti, ki je rojstni dan za nebesa, smo bogoslužje obhajali njegov god. Današnja nedelja pa je z njim, Slomškom, posebej zaznamovana. Blaženega Slomška je še kako bolela usoda slovenskega naroda. Čutil je, kako je naš mali narod izpostavljen političnim, kulturnim, duhovnim pritiskom velikih, ki bi ga radi imeli v svoji senci in oblasti.
Sveta vera je ugašala, želja po zaslužku in zabavi pa rasla in udirala na mnoga področja. Kot duhovnik in škof je bil zelo zavzet za vsestranski dvig slovenskega človeka. Jasno in odgovorno je opozarjal na napake, na sebičnost, na upadanje moralnih vrednot. Prizadeval se je, da bi rojake vzgajal za dobre nebeščane in državljane, kot je sam opredelil cilj skladnega telesnega in duhovnega razvoja. Tesno je povezoval vero in tudi vero s slovenstvom, vendar mu je bil tuj vsak nacionalizem. Čuti, da prav preko vere človek lažje najde pravi odnos do stvari, do ljudi, do vrednot, ki jih je vredno živeti. Čutil je, da lažje po veri presoje sedanjosti in tej luči išče ali dela za večnost, in to ne kakršnokoli, ampak srečno večnost. Slomškovo geslo Sveta vera bodi vam luč, materni jezik pa ključ, do zveličavne narodne omike lahko in je na mestu, da je pravo vodilo tudi nam, skrbi za verski, kulturni napredek nas in našega naroda. In v tem imamo veliko področje dela, prizadevanja, izboljšav in tako naprej, čeprav ni vse odvisno od nas, ampak marsikaj je. Skupno izpovejmo vero v enega Boga, Očeta, vsemogočnega, stvarnega nebesne zemlje, vseh vidnih, nevidnih stvari in verjega Gospoda Jezusa Hristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začeten rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva začeto in je po njem vse ustvarjen, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zasličnosti šel se v telesu po Svetem Duhu iz Marije Device, postal človek, bil je prikrižen, pod Poncem Pilatom je trpel, bil grobno zožen, tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma, šel v nebes, sedi na desnici Očeta in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovem kraljestvu ne bo konca. Gospoda, ki življa, izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki govorimo preroki in vero, sveto, katolično, apostolsko cerkev, priznavam in krst, odpuščanje grehov, pričakujem vstajenje mrtvih in življenju. Brati in sestre, na poti v večnost nas lahko zemeljske dobrine tudi ovirajo. V življenju, ki stavi samo na telesne čute in se ne meni za druge, pravimo praktični ateizem. Zato zaupno prosimo. Obvaruj nas, ki se imenujemo kristjani, da nas blaginja ne bo uspavala, marveč si bomo budno prizadevali za zveličanje. Razsvetljuj politike, ekonomiste in poslovneže, da si bodo ostrili posluh za potrebe malega človeka in z dobrimi deli prispevali k boljšemu življenju vseh ljudi. Pomagaj krščanskim družinam, da ne bodo obsojale svojih bližnjih, marveč spoštovale njihovo svobodo. Spodbujaj
naše oltarno občestvo, da se bo po Evharistiji spreminjalo v skupnost ljubeče pozornosti. Usmili se rajnih in jih spremi v Abrahamovo naročje, da bodo z ubogim Lazarjem uživali tolažbo večnega življenja. In še po osebnem namenu, prosimo Gospoda. Gospod, ukrepi nas, da bomo iz ljubezni do Tebe radi prenašali vse težave in tako hiteli k Tebi, ki daje smisel našemu bivanju, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, brati in sestre, naj Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Usmiljeni Bog, sprejme to našo daritev, da nam postane vir Tvojega obivnega blagoslova po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami, višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Tebi, Sveti Oče, vedno in povsod zahvaljujemo. V Tebi živimo, se gibljamo in smo. Vsak dan okušamo darove Tvoje dobrote in že na zemlji imamo poroštvo večnosti. Prijeli smo namreč prvine Svetega Duha, po katerem se je obudil Jezusa in trdno upamo, da bo nekoč po našem Gospodu Jezusu Kristusu uživali neminljivo veliko noč. Zato se Ti zahvaljujemo in z angeli oznanimo Tvoje velika dela ter pojemo. No.
Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na predanem tednu, ko je Kristusa od mrtvih prosil, posveti po svojem duhu te darove, da nam postane telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vjere. Tvoja smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš zdravi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Skupno molimo.
Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Smeljeno pomagaj, da smo varovali greha in mu varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Trdi v miru in je vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodom mir, bodi vedno z vami. Sveta. Gospod, sem vreden, da prideš k meni. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Kristus. Pozdrav
Molimo. Dobri Oče, po skrivnostih svojega Sina nam prenovi dušo in telo. Oznanimo njegovo smrt in z njim trpimo, naj postanemo deležni tudi slave Kristusa, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Na polju znamenje stoji, podoba krasna v njem žari, ni slika blažene device, svetnika ne in nesvetnice, čeprav obraz svetnika ni, čeprav svetnice slika ni, podoba ta je meni sveta, častija moja duša umita. Pred njo, presvetlo lučko in lepo zvesto za njo skrbi. Naj sveti sonce zvizde jasne, pred sliko moja luč ne ugasne. In svete, ki lepo svetost zmožnost pred njo prekrasne vence diva in zraven glasne pesmi piva. Ni znamenje na polju to moje je srce gorko, in ta obraz prepomine je slika moje domovine. Ta svetla luč moj srčni žal, njej planti in posegna, in ta zacvi